Dragi gledalci našega YouTube kanala, dragi poslušalci našega podcasta, lepo pozdravljeni. Letos bo minilo 70 let od podpisa avstrijske državne pogodbe, kakor sicer rahlo napačno imenujemo tisti akt, ki so ga podpisali 15. maja 1955. O tem dogodku, sicer tudi njegovi predzgodovini in pa posledicah tega dogodka, se bom pogovarjal z Dušanom Nečekom, zaslužnim profesorjem ljubljanske univerze. Dušan, lepo pozdravljam. Pozdravljam. Avstrijo, kakršno poznamo danes, v mejah je nastala šele po prvi svetovni vojni. Pred tem je bil to seveda imperij, ki je na našem prostoru in tudi mnogo širše obstajal več stoletij. Morda bi začela s tem vprašanjem, da pravzaprav, Dušan, pojasniš najprej nekaj teh osnovnih značilnosti avstrijskega razvoja med obema svetovnima vojnama. Recimo, Versajska pogodba, ena od takih stvari, ki je bila seveda zelo pomembna za Avstrijo, je namreč, da je Versajska pogodba prepovedala njeno združitev z Nemčijo. Torej, kaj je bistvo njenega funkcioniranja med obema svetovnima vojnama? Ja, zanimivo vprašanje. Avstrija je, tako kot si že sam omenil, po prvi svetovni vojni razpadla, oziroma Avstro-Ogrski imperij je razpadel in iz tega velikanskega konglomerata je nastala cela vrsta tako imenovanih nasledstvenih držav in med drugim tudi Avstrija. Avstrija, ki je bila pritlikavec glede na prejšnjo stanje. Edino v eni točki je bila velika in to je glavno mesto. Glavno mesto Dunaj, ki so ga mnogi imenovali kar Wasserkopf ali vodna glava, po tisti znameniti bolezni, ko pacienti dobijo debelo glavo, ker je bilo prebivalstvo v njem približno dvakrat toliko, kot je recimo prebivalstvo na Koroškem bilo. No, vendar pa ta porod Avstrije, prve Avstrijske republike, ki so mu sledili, oziroma katerega očetje so avstrijski socialdemokrati, ali celo bolj konkretno, kot dr. Karl Renner, oče prve in druge Avstrijske republike. Socialdemokrati so takrat sestavljali vlado skupaj s krščanskimi socialci. Lahko celo malo pretirano, malo preveč zaostreno rečemo, da se je že takrat oblikovala tista situacija, kot jo imamo danes. Na eni strani levo krilo političnega življenja, na drugi strani desno krilo političnega življenja. Vendar pa Avstrija, potem ko je bila podpisana v septembru 1919 Saint-Germainska mirovna pogodba, ki je prepovedovala združitev z Nemčijo, je na dveh koncih v avstrijskih meja dajala neke pogoje. En pogoj je bil plebiscit na Koroškem, ki ga vsi dobro poznamo, in drugi je bil plebiscit na Gradiščanskem z Madžarsko, ki ga malo manj poznamo. In dokler to ni bilo urejeno mejno vprašanje. Mejno vprašanje, recimo temu tako, v 20 letih je bilo to urejeno, Avstrija je dobila svoje mednarodno priznane meje. V notranjem političnem življenju pa se je nadaljeval ta, recimo temu, konflikt med desnico in levico, pogojno ali pa tudi nepogojno rečeno. Ta konflikt, to prerivanje, boljše rečeno, je trajalo nekako do leta 1932. Leta 1932 dobijo krščanski socialci volitve in sploh desen pol dobi volitve in poskuša sestaviti vlado s socialnimi demokrati. To jim sicer uspe, ampak na drugi strani so bile spornosti prevelike, da bi ta vlada lahko delovala in krščansko-socialni kancler Engelbert Dollfuss, bomo rekli, zavlada skoraj da kot diktator. Takrat govorimo, že malo odprej, ampak takrat pa zagotovo govorimo o tako imenovani stanovski državi, ki je osnovna karakteristika Avstrije med obema vojnama. Stanovska država
je bila, recimo temu, nacionalno usmerjena. Kaj hočem s tem povedati? Dollfuss ni bil pristaš ali pa sledilec nacistov, ni bil tisti, ki bi želel, da bi se Avstrija priključila k Nemčiji, ni bil pa tudi pristaš socialnih demokratov. Tako da, takoj ko je prišel na oblast, oziroma ko je dobil oblast trdno v roke, to je dobil pa takrat, ko je avstrijski parlament se tako imenovano samo razpustil, je začel z obračunom zoper ene in zoper druge. Nažalost je začel najprej obračunavati z socialnimi demokrati. Zakaj nažalost? Zato, ker bi potem pomagali ustanoviti neko državo, ki je bila kolikor toliko normalna v narekovajih. Šele potem je obračunal z nacisti, seveda potem, ko pride Hitler na oblast 33 leta in postanejo nacisti mnogo močnejši, kot so bili v času pred letom 33 ali pa 32 na volitvah. Dollfuss je ustanovil stranko, ki je rekel Domovinska fronta. Heimat front. Kaj to pomeni? To pomeni, da se je on zaprl pravzaprav v avstrijski krog. Njemu je bila Avstrija najbolj pomembna. Njemu je bilo najbolj pomembno to, da Avstrija ostane taka, kakršna je bila, da ne gre ne na levo, ne na desno. No in seveda to je šlo v nos in enim in drugim, in socialdemokratom in nacistom, ampak pravi, najprej je obračunal, zato je najprej obračunal z socialnimi demokrati. Socialni demokrati so morali oditi iz Avstrije, mnogo jih je odšlo, no tako bom rekel, zlasti tisti, ki so sami sebe imenovali revolucionarni socialisti, tisti, ki so bili blizu komunistom. Na drugi strani je bil Dollfuss tudi zelo velik, ko ne rečem, zagovornik, morda prava beseda, zagovornik avstrijske ustave, torej ne, da bi šel v neko revolucijo, ampak on se je držal ustave, oziroma ustava naj bi bila tista, ki bi vodila naprej. Socialni demokrati je obračunal, vendar pa naj v tej priliki povem eno malo anekdoto. Ta obračun je vezan tudi, na nek način je vplival tudi na Ljubljano. In sicer glavni boj, ali pa najpomembnejši boj med socialnimi demokrati, torej med Schutzwehrom, ki so ga osnovili, in Heimwehrom, ki je bil njegova povojaška organizacija, so se odvijali v Karl-Marx-hofu. To je na zahodnem delu Dunaja, in to je bil, stoji še zdaj, to je stavba, stanovanjska stavba, zgrajena kot trdnjava. In ta trdnjava je bila vzornica vsaj dveh stavb v Ljubljani. Ena je moja rojstna hiša, to je Meksika, ki je tudi taka kvadratasta trdnjavska hiša, ena pa rdeča hiša Napoleona. No, ampak mimogrede, to je bilo samo. Če nadaljujem, skratka, prišlo je do tega, da je socialdemokrate odpravil, zdaj se je pa spravil še na naciste. Nacisti so bili pa dosti močnejši. Naciste je vodil kot deželni upravitelj NSDAP, torej Nacionalno-socialistične delavske stranke v Avstriji, Theo Habicht. Theo Habicht je bil tak močan politik, trden, oster, dokončen, če hočete.
No in nacisti so pritiskali na Dollfusa in ker nobenim pritiskom ni šlo, da bi ga usmerjali v svojo smer oziroma da bi odšel v vode nacizma, so začeli pripravljati puč. Ta puč je, po moje, največja prelomnica v zgodovini Avstrije med obema vojnama. Puč so že najprej začeli pripravljati policisti, pa bivši vojaki, pa tako naprej, ampak sam Hitler je prepovedal v zgodnjih 30 letih, ne. Sam Hitler je prepovedal narediti puč v Avstriji. Ko pa je stvar bila že dozorela, ker, kot rečeno, Dollfusa ni bilo mogoče premakniti v smer nacizma in trmasto vztrajal na svoji domovinski fronti, Vaterländische Front. Takrat se je pa, malo prej se je pa zgodilo v Nemčiji tako imenovana noč dolgih nožev. Noč dolgih nožev, junija 1934, ko so Hitlerjevi SS-ovci zradirali, če tako rečem, torej pobili vodstvo in veliko večino tako imenovanih SA oddelkov Sturmabteilungen. Zakaj to pravim? Zato, ker edina štandarte, ki je pa ostala SA-jevska, je bila pa avstrijska. Avstrijska 89. štandarte je bila praktično nedotaknjena. Nobenih pobojev ni bilo v Avstriji. In ta štandarte je pripravila načrte za puč. O tem zdaj ne bi preveč natančno govoril, ker je to ena zelo široka tematika, ampak najbolj pomembno je to. Boji v času upora, fizični boji so se odvijali v prvi vrsti na Dunaju, na Koroškem in na Štajerskem. Najprej so hoteli zavzeti radio, da bi preko radia spregovorili o tem, da je odstopila vlada in da je zavladal en drug, pripadnik njihove politične usmeritve. No, ampak do tega ni prišlo, kajti policija je hitro opravila z temi vdorniki v radijsko poslopje na Johannesgasse na Dunaju. Nekaj ur kasneje se je začelo na Koroškem in na Štajerskem. Lahko rečemo, da so bili najhujši boji, tudi največ padlih, je bilo na Koroškem. Jaz sem v svoji knjigi napisal, ali pa sem citiral misli in besede profesora doktorja Theodorja Pfeifferja, ki je zapisal nekoč, da je nacizem na Koroškem bil endemičen. In ravno ta element, da je tam bilo največ nacistov, največ bojev, največ pripadnikov te usmeritve, to na nek način dokazuje. No, na Dunaju je bil edini uspeh, narekovajo ta, da so vdrli v kanclersko palačo, tako imenovani Bundeskanzleramt, in ubili Engelberta Dollfusa. To je pomenilo na nek način konec klasične, bomo rekli, stanovske države. Njegov naslednik je se znašel še pod večjim pritiskom nacistov, kot je bil prej Dollfus, in je pripeljal Avstrijo pravzaprav v bližino Nemčije. Nacisti, ki so pa izgubili vojno, če lahko temu tako rečemo, so izgubili vojno
z državo avstrijsko, so se pa odpravili preko južne meje in so prišli najprej v Slovenijo, pa naprej na Hrvaško in tam ostali, dokler jih niso transportirali Nemci, torej nacisti, nacistična Nemčija, nazaj v Reich, torej v Nemčijo. Skupaj, da bomo imeli eno predstavo, koliko je teh bilo, skupaj je bilo teh nacističnih beguncev, torej aktivnih udeležencev puča, ki so prebežali v Jugoslavijo, več kot 3000. No in s tem se je končala ta epizoda judijskega puča, medtem ko je Sušnik, torej naslednik od Dollfusa, pa pripeljal državo, tako da je zdaj prišlo potem do Anschlussa v marcu, 13. marca 1938 in priključitve Avstrije v Nemčiji. No in zdaj bova tudi nadaljevala z vprašanjem, ki se sicer kot teza oziroma kot trditev pojavlja šele kasneje, po vojni, namreč, da je Avstrija prva žrtev. Ampak v tem zvezi Avstrija prva žrtev, morda pravzaprav nekaj drugega bi te vprašal, ne toliko ali je res žrtev ali ni žrtev, ampak pravzaprav neki podatki kažejo, da je število Avstrijcev, ki so bili visoko rangirani v nacističnem Reichu, od leta 1938 pa do propada Reicha, precejšnje. Neki podatki celo pravijo, da je 40% osebja v koncentracijskih taboriščih so Avstrijci. Torej, kaj je zdaj s temi Avstrijci? So res v bistvu zapopadli ta režim nacistični in se integrirali v njem popolnoma ali morda pa ne? Ja, mogoče tudi tu začnem z eno anekdoto. V Avstriji je krožila, oziroma je še zdaj prisotna, ena karikatura. In sicer karikatura sestavljena iz dveh delov. Kaže pa prihod Hitlerja 38. leta v tistem znamenitem Mercedesu, odprtem na Dunaj. Na Heldenplatz. Na Heldenplatz. In tam je velika množica ljudi, ki vsi pozdravljajo Heil Hitler, in en mali kuža, ki lula na kandelaber od javne razsvetljave. Piše spodaj, tako je bilo leta 1938. Pa drugi del, pa ista slika, samo čist prazen Heldenplatz, samo ta mali kuže, ki lula na kandelaber na sever javne razsvetljave, pa prav, tako so pa govorili leta 1945. Kaj hočem s tem povedati? Jaz sem bil vedno zagovornik in sem še danes zagovornik tega teze, da ni mogoče kar posploševati, vsi so bili nacisti, ni res. Ni res. Ampak to, da je bil pa velik del nacistično usmerjen, je pa zagotovo res. S tem se je ukvarjal zelo natančno pokojni profesor dr. Karl Stuhlfarer in je prišel do podobnih rezultatov. Ne samo za koncentracijska taborišča. Prišel je do rezultatov, da je visok procent Avstrijcev bil udeležen v okupacijskem sistemu. Kot primer, Kammerhofer, ki je bil eden od vodij teh nacistov, ki so prebežali v Jugoslavijo, rečemo, ker je bil na Hrvaškem, ta je potem postal vodja Sicherheitsdiensta v Zagrebu. Tako da dejansko je, lahko rečemo, da je v okupacijskem aparatu tudi sodeloval velik del Avstrijcev. Žrtev, da ali ne, tu se ne moramo izogniti temu, da ali ne. No, pa ne glede na to, 1. novembra 1943 je šla tako imenovana Moskovska deklaracija. V tej Moskovski deklaraciji so zavezniki, vsi trije zavezniki, sklenili oziroma zagotovili Avstriji, da bo obnovljena v mejah izpred marca 1938. Na nek način zmaga avstrijske politike.
seveda bolj migrantske politike, ne, tisti, ki so emigrirali. Ne. Ampak zadnje 3 vrstice te Ostrogorske deklaracije pa pravijo, ampak Avstrija se ne more in ne sme odpovedati oziroma skriti pred svojo udeležbo v okupacijskih aparatih in v drugi svetovni vojni in se mora aktivno bojevati zoper nacizem in fašizem. Torej, 43 leta. Tako da Avstrija je želela postati žrtev. Zato, ker je vedela, da je to edini način, da bi lahko obnovila se v mejah izpred leta 38. Zato je, ali pa tudi zato je v letu 1944 nastalo kar nekaj odporniškega gibanja, ampak ne avstrijskega, mislim, avstrijsko-nemškega, ampak odporniškega gibanja povezanega z slovenskimi partizani. Tako da slovenski partizani so imeli dosti pri tem, da so bili ustanovljeni potem 4 bataljoni avstrijske odporniške vojske, dobro, 3 so prišli iz Sovjetske zveze, eden je pa nastal na naših tleh. In simbolika, ko so sredi aprila, mislim, da 12. aprila prišli Sovjeti na Dunaj, je prva enota, ki je stopila v Dunajsko mesto, so bili ravno ti vojaki tega bataljona, avstrijskega partizanskega bataljona. Tako da, zakaj je tako pomembno, ali je bila žrtev ali ne? Že prej sem rekel zato, da bi čim prej in čim lažje dosegli obnovo v starih mejah. Na drugi strani pa tudi zato, ker jih je bilo strah, da bi zlasti jugoslovansko odporniško gibanje zajelo, odcepilo dele bivšega avstrijskega državnega prostora. In to, govorimo pa seveda o Južni Koroški, in to je potem bila rdeča nit jugoslovansko-avstrijskih odnosov ves čas po drugi svetovni vojni. Omenil si že, ne, pa bom jaz samo dodal k temu, ne, da morda mnogi to spregledajo. Ne. Na Nemčiji se vsi spomnimo 4 cone in tako naprej. Redki, ki niso malo bolj poučeni o teh stvari, pa pozabljajo. Avstrija je bila enako razdeljena. Dunaj oziroma severovzhod Avstrijci, pardon, Sovjeti, tu na Koroškem Angleži. No, to morda še pride, ta Koroška, ne, ker so oni vrnili, torej Angleži, domobrance. Tu se nam nekje potem malo postavlja nekaterim vprašanje, kako zdaj tam, kako Angleži tam, ne? Torej, kako je zdaj pa potem to bilo? Avstrija torej je razdeljena, vendar ima lastno vlado, kakšen je njen status do leta 1955? Torej, 1955. Njen status do leta 1955 je okupirana država. 4 okupacijske cone z velikim svetom, ki je sedel na Dunaju in ki je upravljal z Avstrijo. To je to. Kratko rečeno. V posameznih delih, ameriškem, salzburškem, v francoskem in tako naprej in britanskem in sovjetskem, pa so vodili vsak svojo politiko. Za nas, za našo zgodovino je najpomembnejši seveda južni del, to pomeni britanska okupacijska cona, kjer so Britanci na nek način bili pozitivno nastrojeni do partizanskega gibanja, na drugi strani pa seveda tudi negativno, ker je bila na drugi strani meje Jugoslavija. In to komunistična Jugoslavija, ki so se jo bali. Zato je potem ves čas do leta 1955
potekal diplomatski in političen boj med avstrijskimi predstavniki na eni strani, jugoslovanskimi oziroma slovenskimi predstavniki na drugi strani in še med zavezniško okupacijsko oblastjo. Zato, kaj bo z Južno Koroško. In ta Južna Koroška, ki pa so hvala Bogu vsaj definirali, da se ve, kaj to je potem pripadla brez plebiscita, pripadla Avstriji. Omenil si povratek domobrancev, oziroma vrnitev domobrancev. Leta 1945 se je na Koroškem zbrala cela množica raznoraznih kvizlingov, raznoraznih ljudi, vojakov, ki so bili v okviru, ki so delovali v okviru nemškega rajha oziroma nacistične oblasti. Koroška je bila prenapolnjena. Koroška ni mogla enostavno preskrbeti teh ljudi, je bilo jih toliko. Nekje sem prebral številko, da je bilo okrog 500 000 teh ljudi. Od Nemcev, iz Jugoslavije, z Madžarske, do domobrancev, do četnikov, do domobranov in tako naprej. Vse mogoče se in še... Cel Balkan. Cel Balkan plus ruski, kaj so že bili? Kozaki in podobni. Ne sem kozak, ja, ampak se imajo eno ime. Skratka, množica teh ljudi. In že prej je bilo sklenjeno na ravni zaveznikov, da se bo vse tiste, ki so sodelovali kot sodelavci okupatorja, izročalo njihovim nacionalnim državam. In to je razlog, pa to je glavni razlog, da je teh tako imenovanih 13, mislim, da 1000 domobrancev pol doživelo to usodo, kakršno je doživelo po povratku v Jugoslavijo oziroma v Slovenijo. In kako zdaj pridemo do tega 15. maja 1955, do podpisanega v dvorcu Belvedere, Figl kaže tisto knjigo debelo, ne, in za njim stojijo 4 veliki, oziroma predstavniki 4 zaveznikov. Za razliko od današnje situacije v Gazi ali pa današnje situacije v Ukrajini, se je to reševalo po diplomatski poti. To so bile neskončna pogajanja v Parizu, v Londonu, povsod. Enkrat je Sovjetska zveza blokirala, pa so Američani blokirali. Skratka, iz tega je nastal en tak velik, dolgotrajen cirkus. Mi, mogoče samo toliko, da imamo eno predstavo, do 1947. leta je jugoslovanska delegacija mislila, da ima za sabo Sovjetsko zvezo. Od 1947. leta naprej pa te podpore več ni bilo in zavleklo se je pa tako dolgo, v glavnem zaradi 7. člena avstrijske pogodbe, oziroma pogodbe v Avstriji, kot jo jaz imenujem, zato, ker so bili detajli, ki jih je bilo treba urediti. In ko je Sovjetska zveza predlagala tekst 7. člena, Britanci in Američani so rekli ne. In ko so Britanci predlagali, so Sovjeti rekli ne. Skratka, na koncu je prišel ta 7. člen, kakršnega danes poznamo. In ob tem, to je dosti razpravljena tema, tako da o tem ne bi preveč govoril. Edino nekaj bi pa rad vendarle poudaril. Ne smemo pozabiti, da je definicija, terminologija 7. člena avstrijske državne pogodbe nacionalne manjšine, nacionalne Minderheiten, national minorities, nacionalne menšestva. Torej ne gre za nobene Volksgruppen, skupine, prebivalstvo, narodnosti in tako naprej. Skratka, zakaj to poudarjam? Zato, ker je to zelo pomembno
ta politična konotacija pri preučevanju in pri političnih odločitvah v zvezi z manjšinskimi vprašanji je zelo pomembna. Če ti neki skupini rečeš jezikovna manjšina, to pomeni, dobro, bomo pa zaščitili, pa bomo dali malo jezikovnih pravic. Ampak jezikovna manjšina je like dialekt. Tudi to je možno. Skratka, če pa ti rečeš nacionalna, ali po slovensko bi temu rekli narodna, potem pa grejo taki manjšini pravice tako kot narodom. Vse pravice. To se mnogokrat pozablja in zato se danes v avstrijskem, tudi v zgodovinopisju, pojavlja Volksgruppe, recimo kot en tak terminus, ne, ki ne odgovarja določilom 7. člena. Odvrača pogled. Ne? Tako. Kako si lahko razložimo, da Avstrija v 7. desetletjih, torej zdaj letos maja 2025 bo minilo 70 let od tega podpisa, v bistvu tega 7. člena, ki je zdaj srž pravzaprav neizvajanja te pogodbe, ne, ni implementirana. Ne? Recimo, ne glede na to, da pravzaprav Avstrija pa Jugoslavija ali pa konkretno tudi Slovenija pa s Koroško in tako naprej, ta 70. 80. leta, to so zelo pristni odnosi, sploh recimo za časa kanclera Krajskega, ki je socialist, ne, ki bi mu človek pripisal morda malo bolj naklonjene zadeve. Pa na drugi strani celo deželni glavar na Koroškem, Leopold Wagner je tudi socialist, ampak nič od niča. Dobro, en trovec, da ne bom rekel res grobo nič od niča. Lej, najkrajše bi odgovoril težko. Težko je to razumeti. Na drugi strani je pa tako, avstrijska politika od Prve republike naprej je bila glede teh narodnostnih vprašanj in mejnih vprašanj zelo jasno definirana. In sicer nemško-avstrijsko. Ne pozabljamo, da je Prva avstrijska republika imela naziv Nemška Avstrija. In to je ostalo tako rekoč do dneva današnjega. Danes, odkar imamo Slovenijo, so se nekatere stvari izboljšale. Ne smemo reči, da ne. Nekatere stvari so vsaj poskušali urediti, recimo napise krajevne in tako naprej. To je vse res, ampak v bistvu je njihova stalnica odrivanje slovenskega življa. V premislek bi bilo vredno vzeti dejstvo, da je avstrijska politika, dokler je bila Jugoslavija, bala Jugoslavije. Odkar se je Slovenija, je tega strahu bistveno manj. In še nekaj je važno. Na naši strani se je v času rojevanja Slovenije začelo zlasti v intelektualnih krogih razmišljati o tem, oziroma je začelo prevladovati prepričanje, da z demokracijo, ko bomo imeli demokratično državo, se bo vse spremenilo, pa nobenih nacionalnih vprašanj ne bo več. In profesor Plederski je bil tisti, ki je takrat v poznih 80. letih zelo jasno povedal, lepo vas prosim, ne verjemite temu, nič se ne bo spremenilo. Osnovne smernice niso seveda Drang nach Süden, stare avstrijske, ampak tu v tem okviru približno se gibajo. Ne da bi bila Slovenija zdaj ogrožena, ali pa da bi bili sovražno razpoloženi Avstrijci do nas, to na noben način ni mogoče reči, ampak vztrajajo pa na svojih, recimo temu, mlačnih protislovenskih pozicijah. Hvala lepa. Naj naše gledalce na tem mestu, preden se poslovimo, opozorim še na pogovor, ki smo ga, povezavo bomo objavili, na pogovor, ki smo ga posneli s Karlom Smolejem, ravno o teh stvareh, o 7. členu, pa seveda tudi o odnosih
med Slovenijo in Avstrijo v zvezi z Koroško, z manjšino na Koroškem. Kot rečeno, povezavo bo v opisu in si ta posnetek lahko pogledate. Seveda ste vabljeni tudi k ogledu vseh ostalih naših posnetkov. Dušan, hvala lepa. Hvala tebi za prijazno povabilo.